Spoštovani, s ponosom sporočam, da smo uspešno zaključili pogajanja o prihodnjem programu Erasmus+. Gre za 7-letni krovni program Evropske unije za izobraževanje, mladino, mobilnost in šport. Ta petkov večer smo dosegli politični dogovor po več kot enoletnih pogovorih med Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo. Ponosen sem, da smo bili odlični in v pogajanjih nismo popuščali pri pomembnih vprašanjih, saj smo želeli ta popularen evropski program narediti še boljši za naše državljane. Kljub temu smo bili med prvimi pogajalskimi ekipami parlamenta, ki so dosegli politični dogovor. Čeprav bo program formalno stopil v veljavo šele spomladi, je današnji dogovor omogočil, da bo skoraj v polnosti lahko začel delovati že 1. januarja 2021. V mislih smo imeli na stotine tisočev posameznikov, organizacij, šol, univerz in drugih, ki so nestrpno čakali, da zaključimo z delom. Kot stalni poročevalec parlamenta sem ponosen, da smo uspeli zagotoviti toliko naših prioritet. Ena od njih je bila, da program postane bolj vključujoč. Ljudje, ki prej niso imeli možnosti sodelovanja zaradi finančnih razlogov, invalidnosti ali kakšnega drugega razloga, bodo zdaj prejeli finančno ali drugo podporo za sodelovanje v študijskih izmenjavah. Parlament si je prizadeval tudi za poenostavitev programa, z manj birokracije, uporabnikom bolj prijaznimi informacijskimi sistemi in dostopom do financiranja tudi preko drugih EU skladov, na primer preko inštrumenta Pečat odličnosti. Uspelo nam je zagotoviti, da bodo odrasli, ki so vključeni v izobraževalne programe, prvič v zgodovini Erasmusa lahko sodelovali v individualnih študijskih izmenjavah v tujini. To predstavlja okrepitev principa vseživljenjskega učenja v tem programu in je ključnega pomena v času, ko se mora tudi vse več odraslih priučiti novih veščin za življenje in delo. Prav tako smo zagotovili večji proračunski delež za izobraževanje odraslih ter za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Obenem pa ohranili visoko raven financiranja tudi drugih delov programa. Zaradi prizadevanj parlamentarnih pogajalcev za dolgoročni proračun in tudi zaradi moje pogajalske taktike je program Erasmus+ pred kratkim prejel dodatnih 2,2 milijarde evrov sredstev. To povečanje nam je omogočilo, da smo v program dokončno vključili tudi 3 velike nove pobude, ki so od leta 2018 tekle kot pilotni projekti. Gre za Evropske univerze, centre poklicne odličnosti in pobudo Discover EU. Še posebej sem ponosen na to, da sem uspel ohraniti pri življenju pobudo Odkrivaj EU, do katere so bili mnogi v parlamentu, pa tudi v sklepu, precej skeptični. Menim, da gre za odlično pobudo, ki bo EU približala mladim. Vsak mladi Evropejec, ki bo dosegel 18 let, se bo namreč lahko potegoval za brezplačno vozovnico za vlak po Evropi, s čimer bo spoznaval našo skupno domovino in preko priložnostnega učenja pridobil mnoge koristne veščine. EU se mladim pogosto zdi nek oddaljen koncept, Discover EU poskuša prav to spremeniti. Močno upam, da bo dobre rezultate pokazala tudi pobuda Evropske univerze, ki naj bi bila po prvi oceni težka okoli 1,1 milijarde evrov in centri poklicne odličnosti, ki naj bi uporabili okrog 400 milijonov evrov. Vsekakor bo parlament budno spremljal njihovo izvajanje. Čeprav smo v začetku želeli še večji proračun za Erasmus+, menim, da v teh težkih razmerah pandemije proračun v višini več kot 26 milijard evrov predstavlja izjemen uspeh. Erasmus+ je eden redkih programov, ki bodo novo obdobje začeli z bistveno višjim proračunom, kot so ga imeli na voljo zadnjih 7 let. Naj vam na koncu zaželim vesel Božič in zdravo novo leto 2021.